Eclipse je bilo ime angleškemu dirkalnemu konju iz 18. stoletja, ki nikoli ni bil premagan. No in Eclipse je tudi angleška beseda za astronomski pojav, za mrk. Ali pa za tale Mitsubishi. Ja, potem ga avtomobilisti dobro poznamo. Jaz se ga spomnim še iz otroštva in ko sem naredil izpit, je bil točno takšen. Tale je letnik 97, ima 2-litrski motor, 104 kW, lastnik pravi, da ga je bilo pravo veselje voziti, zdaj ga pa prodaja, ker potrebuje večji avto. No, oglas najdete na, se veste kje. Leta 2011 je ime Eclipse zamrlo, no letos pa ga je Mitsubishi spet oživil. Pričakujete takšno športno obliko in nizko streho? A ste se zmotili? Tole smo dobili. K sreči so mu dodali še naziv Cross, da ne bodo vsi napadli Japoncev, češ, kako ste oskrunili ime. Ampak vseeno bi se lahko malce bolj potrudili, čeprav so ga predstavili v času letošnjega sončevega mrka. Vem, znanim imenom bodo lažje prepričali kupce v tem najbolj neizprostem segmentu današnjega časa. Torej, Eclipse Cross. Umešča se med majhni ASX in večji Outlander, s katerim si delijo osnovo. Pravijo, da ohranja prefinjeno Mitsubishijevo enostavnost, čeprav si je glavni oblikovalec vseeno dal malce duška in pričaral tak moderen videz, ki ni preveč nastopaški, bo pa nagovarjal staro in mlado. V notranjosti je zgodba znana, le z malce boljšimi materiali in z nekaj več inovativnosti. Zadnja klop se lahko pomika naprej in nazaj za 20 cm in ima tudi nastavljiv naklon, da lahko tam počnete, kar vam srce poželi. Zanimivo, da bo ob splovitvi na voljo samo en motor. 1,5-litrski prisilno polnjen bencinski agregat spojen z brezstopenjskim menjalnikom CVT ter prenosom moči na vsa 4 kolesa. 2,2-litrski dizel pride enkrat v bližnji prihodnosti, bo pa tisti spojen izključno s klasičnim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 4-kolesni pogon v osnovni postavitvi na zadnji kolesi preko sklopke in odprtega diferenciala neprestano prenaša vsaj 20% navora, če je potrebno, ga lahko prenese tudi do 45%, v načinu sneg do 55%, na pesku pa celo do 60%. Na prvi vožnji smo se prepričali tudi, da je Eclipse Cross v zavojih presenetljivo agilen, brez velikega nagibanja, kar je za razred bolj izjema kot pravilo. Bencinski motor je s svojimi 120 kW oziroma 163 konji več kot dovolj močan za večino podvigov, čeprav ga CVT menjalnik s svojim zaganjanjem malo duši. Zanimivo, da niti med dodatno opremo ni navigacije, ker so Japonci prepričani, da vse to zmorejo vaši telefoni, zato so se bolj posvetili dobri povezljivosti z njimi. Se kar strinjam, tudi mi jih ne uporabljamo več in se zanašamo samo še na mobilnike. Eclipse Cross bo pri nas v začetku januarja in se testa že veselimo, ker zna biti zelo zanimiv. Sicer ne toliko kot tale, ampak ime živi naprej. In zdaj še najpomembnejše, tudi kupe pride. Sicer še ne vemo, ali kupe križenec ali pa pravi kupe kot je tale. Pustimo se presenetiti.